Pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, na katerem vam bomo predstavili poslanstvo, naloge in dosedanje delo Nacionalnega odbora za obeleževanje 100-letnic Prve svetovne vojne ter na koncu tudi novo spletno stran stolet1.si, ki je bila ustvarjena ravno z namenom seznanjenja širše javnosti o pomenu in o aktivnostih obeleževanja 100-letnic Prve svetovne vojne v Republiki Sloveniji. Uvodom bom za predstavitev dela in poslanstva Nacionalnega odbora za obeležitev 100-letnic Prve svetovne vojne prosil predsedujočega odboru, ministra za obrambo, gospoda Romana Jakiča, v nadaljevanju pa še podpredsednico Nacionalnega odbora, izredno profesorico dr. Petro Svoljšek, ter dva člana odbora, gospoda Gorazda Skrta in gospoda Boštjana Lajevica, ki bo na koncu predstavil tudi tole novo spletno stran. Pozdravljam tudi med nami državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, gospoda Bogdana Benka, ki je ravno tako član Nacionalnega odbora. Pa predajam besedo gospodu ministru. Izvolite, gospod. Najlepša hvala, spoštovane novinarke, novinarji, dragi gostje. Lepo pozdravljeni seveda na novinarski konferenci, katere namen je danes predstaviti poslanstvo, naloge in pa dosedanje delo Nacionalnega odbora za obeleževanje 100. obletnic Prve svetovne vojne. Hkrati je seveda tudi današnja novinarska konferenca namenjena predstavitvi spletne strani z domeno, kot vidite, 100let1.si, ki smo jo seveda ob sodelovanju in podpori Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje oblikovali z namenom, da se širša javnost seznani s potekom in posledicami Prve svetovne vojne, spomini na ta leta strahote in z aktivnostmi obeleževanja 100. obletnic Prve svetovne vojne v naši državi in tudi v tujini. So že bili predstavljeni moji gostje, ki bodo v nadaljevanju predstavili podrobnejše program in pa vse ostale stvari. Izredna profesorica dr. Petra Svoljšek, kot veste, je podpredsednica Nacionalnega odbora, zgodovinarka in predstojnica Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Dr. Petra Svoljšek bo v nadaljevanju na kratko predstavila pomen in pa vsebino obeleževanja 100. obletnic Prve svetovne vojne v Republiki Sloveniji in v tujini, seveda ob sodelovanju predstavnikov oziroma nosilcev iz Republike Slovenije ter glavne projekte in pa dejavnosti za obeleževanje 100. obletnic Prve svetovne vojne v obdobju 2014 do 2018. Gospod Gorazd Skrt, ki je v Nacionalnem odboru predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja in pa investicij in seveda turizma. In obeleževanje 100. obletnic Prve svetovne vojne ni pomembno po našem globokem prepričanju le z vidika obujanja nekih spominov, ampak seveda nosi seboj tudi veliko možnosti za turistično, kulturno in pa seveda drugo promocijo Republike Slovenije, seveda s pričakovanji ali pa s pričakovanimi gospodarskimi učinki. In gospod Skrt bo zato predstavil dejavnost Spirita, povezanim seveda z obeleževanjem, omenjenim obeleževanjem. In z nami je tudi, sem zelo vesel, da ga lahko na Ministrstvu za obrambo gostimo, kolega gospoda Boštjana Lajevca, direktorja Urada Vlade za komuniciranje, ki bo ob koncu, kot smo že prej povedali, predstavil omenjeno spletno stran. Zdaj, par besed z moje strani, kar se tiče obeleževanja teh 100. obletnic Prve svetovne vojne. V resnici je svet v letu 2014 začel zaznamovati 100. obletnico dogodkov iz Prve svetovne vojne. To je bila vojna, ki so jo zaradi srditosti, nepredvidenih posledic
in nepredvidljivih izkušenj oprijela številna imena. Ivan Cankar, mislim, da je na primer za dobo med letom 1914 in 1918 to dobo poimenoval leta strahote. Slovenci v Habsburški monarhiji in zunaj njenih meja so leta 14 so bili dejaven del procesa svetovnih razsežnosti. Kot skupnost smo v vojni žrtvovali doslej še nenatančno določeno ali pa ugotovljeno število svojih sinov, hčera, če hočete, predvsem sinovi so bili. Še posebej boleča pa je vojna seveda se je zarisala v slovenska tla in življenja takrat, ko se je odprlo Soška fronta oziroma ko se je odprla pač fronta med Avstro-Ogrsko in Italijo neposredno v bistvu na našem ozemlju. 100-letno odmaknjenost od teh velikih dogodkov, velike vojne, imamo priložnost za umestitev teh prelomnih procesov v slovenski kolektivni spomin, predvsem pa priložnost, da se Republika Slovenija na državni ravni spomni na žrtve Prve svetovne vojne in jih seveda tudi počasti. Spomin na svetovno vojno 2014-2018 je namreč na Slovenskem dolga desetletja tlel v senci spominov na druge prelomne dogodke v slovenski preteklosti. V letošnjem in prihodnjih letih pa je priložnost, da se tudi pri nas dostojno spomnimo in zaznamujemo, kot bi rekel Cankar, teh let strahote. Jaz ne bi šel v podrobnosti, kaj nacionalni odbor je oziroma koga vse sestavljajo, kateri predstavniki so. Gre seveda za sodelovanje znotraj različnih ministrstev, znotraj različnih uradov, znotraj znanstvenih, raziskovalnih in pa arhivskih, če hočete, ustanov, javnih agencij, fundacij in pa seveda različnih iniciativ in odborov, predvsem pa tudi lokalne skupnosti. To mi je veliko zadovoljstvo, da smo lahko to povezali. In seveda poslanstvo je, da ta nacionalni odbor prispeva k utrditvi kolektivnega zavedanja na Slovenskem o tem, da je imela Prva svetovna vojna izjemne posledice za življenje vsakega prebivalca in celotne skupnosti. Tudi naloge, mislim, da bodo skozi predstavitev bile posebej izpostavljene, ampak glavne so v resnici zagotavljanje usklajenosti delovanja vseh teh inštitucij, ki so involvirana. Tudi mi je zelo všeč, da bo nacionalni odbor že v resnici, ampak tudi nadaljuje z tesnim sodelovanjem z ustanovami, ki so v Republiki Sloveniji v zadnjih več kot 2 desetletjih sistematično se ukvarjali z zgodovino Prve svetovne vojne, še posebej z Soško fronto. Te ustanove so predvsem seveda Kobariški muzej, ustanova Fundacija Poti miru v Posočju iz Kobarida, Tolminski muzej, Goriški muzej z Nove Gorice, Muzej novejše zgodovine Slovenije in znanstveno-raziskovalni center SAZU. In druga taka naloga je tudi organiziranje in ali pomoč pri organiziranju prireditev in dejavnosti. Tle imamo seveda v mislih, da kot nacionalni odbor, ki zelo veliko posegati ne moremo, želimo spodbujevati, predvsem pa želimo ustvariti nek koledar dogodkov, ki bo tudi skozi spletno stran, so nam ga pripravili kolegi, bomo pač osveževali ves ta koledar dogodkov in aktivnosti, ki se jih bomo v teh 4 letih kot država na nek način šli. In tretje, vzpostavljanje, to ni zanemarljivo, mislim, da je zelo pomembno vzpostavljanje mednarodnih stikov in sicer z nacionalnimi odbori drugih držav, s tujimi veleposlaništvi v Republiki Sloveniji, povezovanje z veleposlaništvi Republike Slovenije v tujini in zato je seveda tudi toliko za poudariti seveda tudi sodelovanje in involviranost Ministrstva za zunanje zadeve in mi je všeč, da je državni sekretar danes tukaj z nami. In ne nazadnje tudi skrb za minimalno skupno zunanjo podobo dogodkov in dejavnosti. Več o tem pa bo kolega Lajovic kasneje povedal. Tako da jaz bi predal zdaj besedo
vam, dr. Svoljšakova, in potem bi mogoče šli še po tem vrstnem redu naprej, da se predstavimo. Izvolite. Pozdravljeni, najlepša hvala, gospod predsednik, za ta uvodni del. Danes je za Nacionalni odbor za obeleževanje stoletnic Prve svetovne vojne in moram reči tudi zame osebno pomemben dan, ker je odbor očitno in končno dosegel takšno raven zrelosti, da je lahko stopil pred slovensko javnost. In na tem mestu bi se najprej želela zahvaliti gospodu predsedniku odbora, ker je to funkcijo prevzel in s tem odboru omogočil zelo varno in zanesljivo domovanje v tej hiši, ter vsem sodelavkam in sodelavcem, ki so v času obstoja odbora, se pravi od konca avgusta leta 2012 in v zadnjih 7 mesecih še posebno intenzivno prispevali svoje ideje in svoj čas. In če je danes na nek način prelomen dogodek, je prav prelomnost časa, ki mu odbor posveča svojo dejavnost, vodilo našega dela. To je, kot je bilo že omenjeno, ozavestiti slovensko javnost, da je bila Prva svetovna vojna odločilen čas v kratkem, intenzivnem 20. stoletju in tudi čas, kot je bilo tudi že omenjeno, ko so Slovenke in Slovenci dejavno vstopili v svetovno zgodovino, jo ustvarjali, jo soustvarjali, predvsem pa doživljali na izjemen način. Poudariti namreč velja, da je prav Prva svetovna vojna izjemno vplivala tako na tedanji materialni kot duhovni svet, ker je tako na ravni splošnega in intimnega vnesla takšne premene, ki so pomenile popoln prelom z dobo pred to veliko svetovno prekucijo, kot jo je zelo domiselno, težko rečemo, kako drugače poimenoval nek slovenski vojak. Slovenska vojna izkušnja je pravzaprav izjemna pahlača izkušenj na vojaškem in civilnem področju, ki jo le redko in le delno zasledimo pri drugih evropskih narodih, ki pa so Prvo svetovno vojno v preteklih desetletjih postavili v središče narodnega in državnega kolektivnega spominjanja. In prav raznovrstnost izkušenj je narekovala tudi podobo logotipa, ki jo je zelo tenkočutno oblikovala oblikovalka Anja Premk. Logotip namreč ponazarja nepretrgan pohod vojakov, ki za seboj puščajo ženske, otroke, ostarele in uničenje. Pa vendarle, čeprav odhajajo v smrt, se mnogi tudi vračajo in s tem prižigajo iskro upanja na dokončno vrnitev in seveda tudi dokončni mir. Podoba upanja zrcali pravzaprav odločitev Republike Slovenije, da bo 100. obletnice Prve svetovne vojne obeleževala v duhu preseganja delitev, ki so Evropo leta 1914 pahnile v vojno, krepitve idej sobivanja in strpnosti, ter, kar je v današnjem času ne zgolj modna muha, ampak v naših krogih tudi dejansko udejanjamo to medkulturni in medgeneracijski dialog. Tudi v svojem imenu je pravzaprav Nacionalni odbor poudaril, da bo zanj, kakor je bilo pred 100 leti ključno vsako posamezno leto dolgotrajne vojne, tudi za nas pomembno vsako leto v obdobju 2014-2018. Zato bo odbor v tem obdobju vsako leto organiziral ali soorganiziral osrednji državni dogodek in če jih smem, se bom pravzaprav osredinila prav na te osrednje državne dogodke. 9. septembra 2014 bo potekala osrednja državna komemoracija v spomin na umrle vojake in civilne žrtve Prve svetovne vojne. Potekala bo pred kostnico padlim vojakom Prve svetovne vojne na Žalah v Ljubljani. Žale so bile izbrane zato, ker je pravzaprav to prostor nekega spomina, ker je tam dejansko spominski park, v katerem počivajo posmrtni ostanki tako italijanskih vojnih ujetnikov, različnih ruskih vojnih ujetnikov, različnih narodov, pripadnikov narodov nekdanje avstro-ogrske vojske in tudi seveda slovenski vojaki. Tam imamo dva spomenika, avstrijskega in nemškega, posvečena padlim vojakom v obeh vojnah, ter seveda italijansko vojaško pokopališče.
Komemoracija bo potekala pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, ki bo tudi slavnostni govornik. In s tem menim, da bo dejansko tej komemoraciji dal tisto mesto, ki si ga je odbor ves čas tudi želel. 21. marca 2015. bo slavnostna otvoritev Poti miru od Alp do Jadrana. Potekala bo na Trgu Evrope, Transalpina, med mestoma Nova Gorica in Gorica. Častna pokrovitelja tudi tega dogodka bosta predsednik Republike Slovenije in predsednik Republike Italije. Idejni vodja projekta, katerega vodilni partner je sicer pokrajina Gorica in je pa glavni koordinator tega projekta v Sloveniji, je ustanova Fundacija Poti miru v Posočju. Vse aktivnosti pa potekajo pod okriljem čezmejnega projekta Poti miru Via di Pace, ki povezuje pravzaprav to dediščino Soške fronte, kot rečeno, kot nosi že v samem imenu, od Alp do Jadrana. Julija leta 2016 bomo obletnice Prve svetovne vojne obeležili s slovesnostjo ob 100-letnici izgradnji Ruske kapele pod Vršičem. To je že sicer tradicionalna prireditev oziroma slovesnost, ki pa bo ob 100-letnici seveda potekalo v prisotnosti visokih predstavnikov slovenske in ruske države ter cerkve. Soorganizatorji pri izvedbi te slovesnosti so poleg nacionalnega odbora tudi društvo, ki so bili pravzaprav pobudniki teh slovesnosti, Društvo Slovenija-Rusija, Veleposlaništvo Ruske federacije in pa občina Kranjska Gora. Julija 2017 bo v Kobaridu izjemen dogodek. Leta 2017 bomo sicer obeleževali 100-letnico znamenite 12. soške ofenzive. Znamenite zato, ker se je pač pod njo pravzaprav v tej 12. soški ofenzivi kalilo marsikatero veliko vojaške ime. Poleg tega pa tudi zato, ker, kot vemo, je bilo to nek tip bojevanja v tej hiši, res neprimerno, da o tem jaz govorim, ki se je postavil pravzaprav temelje Blitzkriegu in potem temu, kar je potem sledilo seveda tudi v drugi svetovni vojni, in še danes je to nekakšen učni primer takega načina bojevanja. Ampak uvod v to leto bo predstavljal veliki koncert vojaških godb na glavnem Kobariškem trgu, in sicer julija, kot rečeno, 2017, pod taktirko maestra Ricarda Mutija, kar je seveda za slovensko državo, za Kobarid in navsezadnje za nacionalni odbor velika čast. V letu 2018 načrtujemo podpis Evropske zaveze za mir. Namen nacionalnega odbora in ustanove Fundacija Poti miru v Posočju je, da bi poslance slovenskega in Evropskega parlamenta povabili k podpisu te Evropske zaveze za mir, ker se nam je zdelo, da je na takšen način mogoče zelo primerno obeležiti pravzaprav 100-letnico konca Prve svetovne vojne. Vojne, ki je navsezadnje stremela potem, da bo zadnja, ki bo storila konec vsem ostalim vojnam. S tem upanjem so šli vojaki na boj, vendar kot vemo, se to njihovo upanje ni uresničilo. Kot je bilo že omenjeno, je odbor, recimo temu lastnik koledarja, ki bo predstavljen tudi na spletnih straneh, zato se v podrobnosti tega koledarja ne bi spuščala. To, kar se mi zdi zelo pomembno poudariti, je, da so na koledarju prisotni tako neki, poleg teh osrednjih nacionalnih dogodkov, razstave, različne dejavnosti, predavanje zelo različnih deležnikov, od nacionalnih muzejev do, kot je gospod minister omenil, lokalnih skupnosti, ki so predvsem na zahodnem robu slovenskega prostora v tem času in na tem področju izjemno dejavni in tem obeležitvam dajejo še poseben pečat. Prav tako je nacionalni odbor referenčna točka za slovenska predstavništva v tujini. Tako v vsebinskem in organizacijskem pogledu poskušamo skupaj umestiti slovenska obeleževanja ob 100-letnicah Prve svetovne vojne tudi v širši evropski kontekst. Dosedanja dejavnost nacionalnega odbora, odzivi na naše pobude, nenazadnje odzivi javnosti in medijev so pokazali,
da sistematično in koordinirano delo lahko obrodi sadove, da je mogoče zelo dejavno prisotnosti v javnosti, spodbuditi zanimanje in posledično, kar je naš cilj, vedenje o nekem obdobju lastne zgodovine, ki so mu le redki še pred 2 desetletjema in pol posvečali pozornost, danes pa slovensko vojno izkušnjo tudi s pomočjo dejavnosti odbora ter vseh, ki z nami sodelujejo, postavljajo na evropski zemljevid spominjanja na veliko vojno. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi vam. Bomo dali besedo gospodu Skrku. Izvolite. Dobar dan vsem skupaj. Jaz pa govorim tle kot predstavnik Spirita, predvsem kot predstavnik slovenskega turizma v Italiji, ampak s to temo se ukvarjam tudi nekoliko širše. Moram reči, da zanimanje presega seveda slovensko-italijanske odnose in tudi srednjeevropske odnose. Nam kot slovenskemu turizmu se zdela že pred več leti ideja, da bi medijsko izpostavljanje stoletnice Prve svetovne vojne in predvsem naših krajev, ki so igrali v tem konfliktu eno od ključnih vlog, izkoristili tudi za promocijo naše države kot turistične destinacije. Moram najprej poudariti, da se nismo zavzemali in se tudi danes ne zavzemamo, da bi ustvarjali nek vojni turizem. Bolj nas zanima to, da bi privabili tiste goste, ki tako na vsak način slišijo o Prvi svetovni vojni, o tem, kaj se je dogajalo recimo v dolini Soče pa na Krasu in si želijo te kraje ogledati. Tisti, ki se želijo slišati zgodbe o ljudeh, ki so se tle bojevali, o Erwinu Rommelu, o Ernestu Hemingwayu, da ta okvir zgodb Prve svetovne vojne potem napolnimo še z drugimi stvarmi, z drugimi turističnimi produkti, predvsem z športnim turizmom, z naravo, pa s kulinariko, ki jo v zahodni Sloveniji, v dolini Soče na Krasu seveda lahko ponudimo. Gre tudi za širši koncept oziroma v to seveda ni vključen samo zahodni del Slovenije. Zanimanje je ogromno. V zadnjem času, v zadnjih 2 letih se tudi v Italiji, kjer delam, vrstijo oddaje, ki so posvečene Prvi svetovni vojni, ki so posvečene Soški fronti. Moram reči, da še vedno opažamo, da tudi Italijani ne poznajo ne samo naše države kot turistične destinacije, ampak tudi zgodovine. Prav pred dnevi je bila oddaja, kjer je bilo vprašanje, v kateri državi je Kobarid, in je 55% Italijanov pravilno odgovorilo, da v Sloveniji, medtem ko jih 45 še vedno je prepričanih, da je Kobarid v Italiji. Se pravi, so še priložnosti tudi na tem področju. Zdaj tisto, kar nas je posebej zanimalo v tej zgodbi, stoletnici Prve svetovne vojne, ki moram reči, da posebej iz italijanskega vidika je nekako ambivalentna, ker Prva svetovna vojna se je za večji del Italije začela 1915, se pravi, bomo stoletnico obeleževali naslednje leto, medtem za Gorico in Trst in tiste dele, ko so bili pod Avstro-Ogrsko monarhijo leto prej, se pravi, bomo 2014 začeli obeleževati stoletnico. Tisto, kar nas je posebej pri tem zanimalo, je bilo možnost in priložnost sodelovanja s Furlanijo Julijsko krajino. Mi smo prepričani, da gost, ki ga Prva svetovna vojna in zgodbe z njo povezane vsaj malo zanimajo, bo težko si ogledal samo Kobarid ali pa samo Redipuljo. Pač pa ga zanima to celotno področje. In naša naloga kot predstavništvo slovenskega turizma in turizma Furlanije Julijske krajine je bila od vsega začetka, da mu to olajšamo in da mu naredimo to pot čim bolj prijetno. Zaradi tega smo se tudi z drugimi deležniki, tu bi predvsem izpostavil Fundacijo Poti miru, resno lotili povezovanja zahodne Slovenije, turizma v zahodni Sloveniji s sosednjo pokrajino Furlanijo Julijsko krajino, izvedli več delavnic, tako da je bila prva povezovalna delavnica, kjer smo povezali
deležnike iz obeh strani neobstoječe meje že lani izvedena v Kobaridu, naslednja bo 16. tega meseca v Novi Gorici, kjer bomo še dodatno povezali turistične ponudnike z obeh strani meje. Tako smo generirali ne samo povezovanje, ki bo po našem trajalo tudi, ko se bo ta projekt stoletnice Prve svetovne vojne zaključil, ampak smo kreirali tudi zanimanje turističnih agencij, ki so napravili pakete na temo Prve svetovne vojne, kot okvir Prve svetovne vojne, ki so ga pač napolnili svojimi dejavnostmi. Tako je 12 agencij z obeh strani, turističnih agencij z obeh strani meje pripravilo že več kot 30 turističnih paketov. Tisto, kar smo mi od njih zahtevali oziroma smo jih naprosili, je to, da je okvir širši ali pa tanjši Prva svetovna vojna, potem, da se to dogaja v dolini Soče na Krasu in potem do izliva reke Soče v Monfalconu, in pa tisto, kar je bilo za nas tudi zanimivo in kar smo od njih zahtevali, da se turistično dogajanje oziroma njihovi paketi dogajajo na obeh straneh meje. Agencije so se na to kar lepo odzvale in tisto, kar jim pa mi nudimo, je pa brezplačna predstavitev na vseh sejmih, ki se jih udeležuje Spirit po vsem svetu do leta 2018 in pa na sejmih, ki se jih udeležuje turizem Furlanije Julijske krajine. Tako da gre tu za eno določeno recipročnost. Opazili smo, da veliko turistov, ki prihaja iz držav, ki so recimo monokulturne, ker se vsak dan srečujejo z eno kulturo in z enim jezikom, jim je zelo zanimivo, da lahko recimo v Goriških brdih ob zgodbah, ki jih slišijo recimo o Ernestu Hemingwayu, zraven grejo še v gostilno na slovenski strani meje, kjer pojejo predjed, potem 5 minut peš in na italijanski strani pojejo glavno jed in se potem vrnejo v Slovenijo recimo na kavo, ali pa recimo kavo lahko popijejo tudi v Italiji, če smo prav pošteni. Važno je, da se pošteno porazdeli ta stvar in zanimanje za tovrstni turizem je veliko. Moram reči, da to niso paketi, da so še vedno paketi v nastajanju, veliko paketov, veliko turističnih paketov bo vezanih na dogodke ob stoletnicah, vendar je to tudi stvar, ki je že delujoča. Lani novembra je prišel na Most na Soči vlak s 350 gosti, ki so se potem odpeljali v Kobarid na ogled Kobariškega muzeja, se pravi že bistveno pred začetkom 100. obletnice Prve svetovne vojne, in vse to dogajanje se zdaj le še stopnjuje, tako da so že konkretna povpraševanja in v prihodnosti jih pričakujemo še več. Tisto, kar nas je najbolj zanimalo, je bilo od vsega začetka komercialni vidik. Mi si želimo čim več turistov in delamo na tem, da bi si čim več turistov prišlo ogledati oziroma poslušati zgodbe iz Prve svetovne vojne in ob tem pri nas doživeli in da bi potem pri nas doživeli še bistveno drugačna in globlja doživetja. Ob delavnicah, ki sem jih omenil v Kobaridu pa v Novi Gorici, začenjamo tudi s pravimi prodajnimi delavnicami. 23. maja bo ob borzi Prve svetovne vojne v Gorici v Italiji izvedena tudi delavnica, kjer bojo naši ponudniki, ki že imajo pripravljene pakete Prve svetovne vojne, le te ponudili širši javnosti in drugim agencijam, ki bodo to potem prodajali svoji publiki. Ob tem bi še poudaril, da opažamo zelo veliko zanimanja tudi strani novinarjev, skupaj s Fundacijo Poti miru, s Kobariškim muzejem, z raznimi LTO-ji, predvsem v Soški dolini in na Krasu, smo izvedli v sodelovanju s Furlanijo Julijsko krajino oziroma njihovim turizmom že več študijskih potovanj. Gre za
študijska potovanja za novinarje, za zaključene skupine, je pa tudi ogromno povpraševanja individualnih novinarjev in bolj, ko se bliža stoletnica, večje je recimo povpraševanje tudi novinarjev iz Srednje Evrope, pa potem dveh tržišč, ki sta tudi zelo zanimivi za ta produkt, predvsem gre tu za Veliko Britanijo in Združene države Amerike. No, zdaj ena od naših naslednjih akcij, ki jih bomo izvedli pa s italijanskimi novinarji ob stoletnici sarajevskega atentata konec junija, bo pa študijska tura oziroma preskonferenca, ki jo bomo izvedli kar v Milanu, in sicer po ulicah, ki nosijo imena z teh krajev, Soča, Redipulja, potem Krn, Podgora in tako naprej. Več kot 20 ulic v Milanu nosi imena povezana s Prvo svetovno vojno in bomo po njih popeljali italijanske novinarje, predstavnike italijanskih, milanskih medijev in jim na kratko predstavili zgodovino, zakaj pravzaprav se njihove ulice tako imenujejo in kakšen pomen so odigrale v njihovi zgodovini. Najlepša hvala, gospod Skrt, in zdaj bi dal besedo kolegu Lajevcu, da nam predstavi tole novo spletno stran in se mu seveda zahvaljujem za hitro odzivnost in dobro sodelovanje glede tega. Izvolite. Hvala lepa. Sej prvi vtis ste si zdajle v času govornikov pred mano lahko že ustvarili. Jaz pa seveda vabim, da si potem vzamete čas in greste v drobovje te strani. Torej, ta stran ima dve ambiciji, kot je bilo slišati. Prva je, da beležimo delo nacionalnega odbora, kajti nacionalni odbor je tisti, ki je nekako motor vseh dogajanj v Sloveniji v času obeleževanja Prve svetovne vojne. Druga pa je vsebina oziroma naša ambicija, da bi nekako odkrili faktografsko in tudi sicer vse pomembne dogodke, mnenja, stališča, poglede na dogajanje v času Prve svetovne vojne in seveda posledicah, ki jih je ta vojna pustila v slovenski zavesti in podzavesti. Seveda je stran zelo globoko strukturirana, bom rekel, ima pregled raznih dogodkov, se pravi vseh teh dogodkov, o katerih so govorili kolegi pred menoj, po drugi strani pa ima tudi faktografske podatke, recimo zgodovinski pregled dogodkov, potem različne poglede različnih osebnosti, zgodovinarjev, politikov, umetnikov, konec koncev zapisanih raznoraznih spominov. Posebej me veseli tudi foto-video galerija, kot je na vrste interaktivni naš kotiček, v kateri so tudi recimo naslovnice, PDF naslovnice časnikov iz tistega časa. Stran je zaživela, pravzaprav malo hitro govorim, stran je zaživela v teh dneh in je, kot rečeno, zastavljena zelo na široko, tako da bo v vseh teh letih, ki so pred nami, vsebine še širila in poglabljala, tudi z pomočjo vseh, ki sodelujemo tako v odboru kot širše, kdorkoli bo pač pripravljal kakršnokoli dogajanje v zvezi z obeleževanjem spomina na Prvo svetovno vojno, je tudi z tega mesta povabljen, da nas obvesti in bo njegov dogodek uvrščen v koledar prireditev. Jaz vabim medije, da to stran čim večkrat obiščejo in potem seveda poročajo o dogodkih v zvezi z obeleževanjem spomina na Prvo svetovno vojno. Naj povem še to, da je seveda, kot vidite, večina vsebine seveda v slovenskem jeziku, imamo pa tudi velik del vsebin v angleškem jeziku na posebni podstrani, tako da se tukaj vključujemo tudi v mednarodno obeleževanje spomina na svetovno vojno. Toliko morda za začetek, če bodo kakšne vprašanja, seveda z veseljem odgovorim. Hvala lepa. Lepo sem štirim govornikom za izčrpne predstavitve, seveda.